2016, je častni občan občine Pesnica leta 1998, občine Ribnica na Pohorju leta 2009 in mestne občine Maribor leta 2021. Dobil je tudi zlati red za zasluge Republike Slovenije leta 2006. V svojih besedilih naš spoštovani gost, gospod Tone Partljič, piše o trojedini pesnici svojega otroštva. O odnosih v družini in družbi, o podeželju in mestu, domači zemlji, ljubezni, bolezni, življenju in smrti, spominu, vlogi literature, o malem človeku, ki je igrača v mlinu zgodovine, o vojni, o šoli in znanju in še o marsičem. Za neposrednim, pogosto robatim, s humorjem prežetim jezikom v Partljičevih besedilih odkrivamo nežno, občutljivo pisateljevo dušo, ki ima rada ljudi, ki podoživlja njihovo trpljenje, ki je navezana na družino in domači kraj, ki ne prenese krivic in spoštuje malega človeka, ki bi rada, da bi otroci živeli v miru in ljubezni. Tone Partljič je tisti slovenski štajerski pisatelj, ki s pronicljivim očesom in peresom oživlja zgodbe iz preteklosti, da bi se vsi mi učili za sedanjost in prihodnost naših otrok. Spoštovani gospod Tone Partljič, ali smo vas presenetili z ugotovitvijo, da se v vaših besedilih, predvsem v avtobiografskem romanu Pesnica, pa tudi v drugih vaših knjigah, skriva nežna in občutljiva pisateljeva duša? Jaz bom vse enostavno, ne da bi vi imeli od tega kak estetski užitek, ampak šole se spomnim, da moraš vse učenice videti, da se kar kaj dregajo ali kaj. Torej najprej vas lepo pozdravljam, obžalujem, imeli ste najbrž pouk do zdaj, zdaj pa vas tu morate še mene poslušati, se bom potrudil, da vam ne bo dolg čas. Kje je Lidija? Lidija, vi pa mi pokažete, kde naj odrežem. Če pridem zjutraj na šolo, mi vsi kažejo vleči, ker potem odpade. Ko pridem v taki uri, pa mi kažejo prevežem. Ne, bi se na nek način strinjal, čeprav se človek tudi skozi leta zelo spreminja. Jaz si mislim, da ste vi zdaj v nekih letih, ko ste zelo občutljivi, se prizadeti, če vas kdo užali, če vas daje nič. Kasneje pa, jaz zdaj, če me kdo vpraša, kaj takega, kot si me ti vprašala, rečem ja. Pisatelj mora imeti občutek za ljudsko žalost, če tako rečem. Če tam, ne vem, grem pijanec, pa se opleta, pa ne ve, kako bo prišel domov, seveda se lahko jeziš, jaz sem tudi nekoč pil, kot nebrž veste, pa sem se pred 50 leti zdravo, pa zdaj mi niti voda ne paše. Pa Bog ve, kaj je z njim, pa bo padel, pa si bo nekaj naredil. Moraš imeti občutek, pa če se mlado dekle nekje joka, lahko je frajer zapustil, lahko je pa kaj hujšega. Se mi zdi, da pisatelj, če nima tega v sebi, da ima občutek temu, kar jaz rečem, za ljudsko žalost, se mi zdi, da je si težko pisatelj. To zdaj v teh letih, se je tu nekje knjiga Strnišče, se mi tako otroci na nek način zasmilijo, ko gledam te prizore, ne bom rekel niti iz Kijeva, ali kaj. Tam sem bil pred 3 leti v Ukrajini, ali pa tu na Bližnjem vzhodu, v Siriji, ali kje. Vse je porušeno, gori, mrtvi ležijo, in otroke pa hodi, pa se joka. Pa sploh nima pojma, za kaj gre, ve samo, da ne ve, kje je mama, pa da je lačen. Tako se mi zdi, kot da sem nekako soodgovoren. Se mi zdi, da nekako moramo imeti ta občutek za sočloveka. Se mi zdi, da ga malo zgubljamo. Da smo malo bolj surovi, ko sem tudi toliko star kot vi, pa najbrž večina vaših profesorjev, recimo nismo poznali sploh izraza sovražni govor. Ni bilo te sintagme v zraku. Danes pa je kar med nami. Se mi zdi, da moramo malo tako pomisliti na človeka, ki sedi poleg mene na vlaku. Kako so na vas gledali starši v vašem otroštvu?
Prav gotovo ste bili radoveden fantič. Lahko poveste kakšno zgodbo iz vašega otroštva? O tem sicer veliko pišete. Jaz se pišem Tone Parlič, star sem, kot ste najbrž videli, 83 let. Če to rečem v osnovni šoli, vsi zatulijo. Že mislim, da bi moral biti nagačen v kakšnem muzeju ali pa kaj podobnega, kaj če sploh hodim okoli. Dobim seveda taka vprašanja. Lahko rečem, da sem se pri hiši, bom povedal eno zgodbo, vse sem rekel, da vas zgodbo poznate. Ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen Osorno. Ni dolga. Pri naši hiši sva najraje brala midva z mamo. Precej je brala tudi sestra, ki je učiteljica, čeprav se mi je zdelo, da je brala v glavnem to, kaj so rekli za čtivo. Imam pa brata, ki je do zdaj prebral eno leto je mlajši, je do zdaj prebral samo 2 knjigi. In sicer Ostršča, lani je pa povečal svoj fond prebranih knjig za 100%, ker je prebral izpovedi mariborskega nogometaša brazilskega rodu Tavareša, Markosa Tavareša. On hodi na tekme in zdaj je prebral 2 knjigi. Jaz pa skozi bral nekaj in zanimivo, da je toliko brala tudi mama, čeprav je bila v otroštvu pasterica pri drugih ljudeh. In čeprav bi naša mama velikokrat potrebovala novo ruto, nov predpasnik, nove nogavice, smo jo otroci zmeraj za vse praznike kupovali knjige. Takoj po drugi vojni, pomeni 65-66, ni bilo, je šlo 45. leta 8 knjig. Danes jih izide 5000 slovenskih knjig pri založbah. Ni bilo papirja, tiskarne porušene in tako dalje. In so namešali tudi knjigarn, ni bilo, so v šoli prodajali knjige, pa v knjižnici. No, mi smo mami kupovali knjige, potem pa nam jih je velikokrat po večerih brala. Ata je bil železničar in je 2-krat na teden šel po noči v službo na železnico, mama pa nas je posadila na drugo stran mize, pa nam je potem brala to, kar smo jih prej kupili. Se spomnim, da nam je brala črtice, da smo jih kupili knjigo z naslovom Skodelica kave, prepoznate, sigurno vsi, notri je bilo 20 Cankarjevih črtic. Ko nam je brala, sem videl že sestra, ki je že imela enega Sašota, je začela misliti nekam stran, ker ga včeraj ni bilo na randi, brat je zaspal, jaz sem pa zagrizeno poslušal, začel kar jokati, tako so se mi zdele žalostne. Se spomnite, on reče, mami, bi rad kavo, cel dan žica po vrhniki kavo in zvečer mu jo tako prinese, vsa srečna, on pa reče, dajte mir, ne maram zdaj. In tako dalje. Se mi zdele tako žalostno, da je prišla peš iz vrhnike, bila cela pošpricana, pa mu reče, gledaj, mama te čaka, vse poznate, Pa je rekel, to ni moja mama. Mama, zakaj jok, mama je rekla tako, ne bom več brala, če bi že vzel vse za res. Bilo pa mi je kakih 9 let, ko sem prebral svojo prvo celo knjigo in sicer Jurčičevo povest Domen. Joj mi je bila všeč knjiga, tudi Domen sam, ognjevit dečko, všeč mi je bila Jurčeva hči Anica, ki je Domen tako lepo ljubil, njegova nezakonska mama, en smešni berač Urh. Zelo sem pa zasovražil knjigi Domnovega nezakonskega očeta, ki je bil vaški graščak, male posestvi, ki je imel tudi čuden priimek Sova. In potem sem se pa začel že skrbeti, pa jokati, ko je domno zbolela mama in je umrla. In je bil on edini pogrebec, ki je šel z pokopališča po ozki sneženi gazi, ampak ko je šel, je nenadoma srečal svojega nezakonskega očeta, ki se je s puško vračal z lova in mu je rekel, ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen Osorno, vse sem si zapomnil prejmi govor, pa tudi tisto je vprašal Domen Osorno. Že zaradi besede Osorno in tistega R notri se mi je zdelo, to mora biti en umetniški stavek. In v mojem otroštvu ni bilo lepšega stavka od stavka. Ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen Osorno, kar videl sem doma, kako gleda s srepimi očmi svojega nezakonskega očeta.
Ko sem šel zvečer spat, mi je mama rekla, Tonček, lahko noč, jaz pa njej, ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen osebno. Odlomek iz knjige sem že prej prebral Sestrin Čipan, ki je imel naslov Moželovci, in tam sem videl, da so bili v vsakem večjem kraju neki možje, 5-6, ki so jim rekli Moželovci, pa ni šlo za jagre, ki so tako vsaki moče 10 let ali pa manj polovili 4-5 fantov, koliko je bila velika vas, toliko fantov, so jih zvezali, peljali nekam, ker so bili že drugi zvezani fantje, potem pa proti Dunajskemu Novemu mestu, čez Avstrijo, in tak je cesar zbiral vojsko proti Turkom. Še ni bilo prave vojske, na tej krščanski strani Turki so imeli svoje janičarje in so jih tam trenirali, da so šli potem v bitko s Turki. In tudi Domna je seveda tisti, njegov oče Sova naročil njega zveže in odpelje, da se ga bo znebil. Ampak Domen je pobegnil. Ko so prenočevali pri nekem tirolskem kmetu, je v hlevu videl na steni visi kosa in ko so drugi zaspali, si je zvečer na tisti kosi odrezal palec. In se rešil vrvi, si z belo srajco zavil roko in zbežal in brez palca tudi ni bil za vojsko. Včasih sem cele ure stal v kuhinji z najbolj ostrim nožem in sem premišljal, če bi se vsem malo, če že ni čisto odrezal palec, da bi bil zdaj podoben Domno. Pa nisem zbral korajže. Ampak neko jutro sem se prezal malo pri zajtrku, sem začel kričati, mama, prinesi belo srajco, zavij mi roko. Tele, se nimaš nobene bele srajce, je pa nekaj drugega, pa kaj se je zgodilo? Ja, odrezal sem se prst tako Domen, pa kaj se nič ne poznam, no pa... In na koncu mi je zavezala z neko belim ovojem roko, imel sem tisto naravnico, sem si naredil, moral sem šolo zjutraj, bila je zima, oska snežena gas in zdaj sem šel po tisti gazi z obvezano roko, zdaj sem pa bil že pravi Domen. Ko sem bil 50 metrov od hišerica vstal in zadaral po celi pesnici. Ali veste, koga so danes pokopali, je vprašal Domeno Črno? Tišina, sam dva psa sta dalajala, nekavke so se presedle. Pa sem šel naprej, pa sem se začel jokati zaradi izgubljene matere. Nič ni pomagalo, sem čul, da moja mama doma kliče kure, pi. Jaz sem bil zdaj Domen, pa nisem imel matere. Grem naprej, tedaj pa zagledam pri zadnjem drevju s puško. Ja, se to ne more biti nišče drug, hudobni gračak Sova, moj nezakonski oče. Grem do tja, se postavim pred njega, mu pokažem roko, ki je tudi zakrivil hudobni gračak in mu rečem z namoč mračnim glasom. Ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osobno. Ja, kaj ti pa je, Tonček, se ti meša? Je vprašal sosed Tomažič, ki se je vračal z lova. Jaz pa sem to ponosen. Storil sem svojo dolžnost, to bi naredil Domen, sem šel naprej, sem videl, da še skozi gleda za mano, jaz pa spet. A veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen osorno. In sem šel potem naprej ponosen šolo. Ko sem se pa poldne vrnil domov, pa mi je mama povedala ta svoje. Kaj, da sem pravil Tomažiču, koga smo danes pokopali? Pa zakaj smo tako glansko, da bi bil sosed kaj kriv? Ko me je srečo, je danes prišel k naši hiši, vprašati, kaj se nam je zgodilo, pa če nekaj narobe z mano. Mama je tako rekla, to malo odkrit, da nam ni šmarkalec. Ampak čez nekaj časa je sosed rekel, veš kaj, Micka, mogoče bo pa svojega sina še enkrat en veliki pisatelj. Mama se pa ni mogla kaj, da ne bi rekla, ali pa veliko tebe. Tisti, ki me poznajo, vejo, da se ni nič uresničilo. Vsakega imam ravno po pol. Zdaj, če sem ti kaj odgovoril. Ja, hvala. V čem pa vidite podobnosti pa razlike med tedanjo mladino pa današnjo? Ja, jaz sicer mislim, da seveda ste drugače oblečeni, druge stvari jeste, druge pesmi pojete. Ampak človek je zmeraj človek, ko je majhen, je neboglen, pa rabi mamino mleko, pa rabi roko, ki ga ima rada. To, da imamo nekoga, ki nas ima rad, se mi zdi, velja za vse ljudi. Pa tudi, da se motimo, da smo jezni na koga. Jaz, ko sem bil učitelj, nisem nikoli, niti one v nižji stopnji, sem se z njimi vedno pogovarjal kot z odraslimi. Sem bil tako jezen na svoje kolegice, se z Dure z mamo še pogovarjala, potem je odprla vrata, v prvi razred pa rekla, otroci,
zdravo, pa so vsi zadrli zdravo. Pa se nišče tako ne govori, niti otroci med sabo tako ne govorijo, ona se z mano normalno pogovarjala. Zdaj pa misli, da je za otroke potrebno še nekaj posebnega. Ne? Jaz sem se vedno z njimi pogovarjal, kot da so enaki. Torej mislim, da je človek, mi vedno mislimo, da mi najpametnejši, ker imamo te telefone, pa lahko se hitro pogledamo, veliko pametnega so odkrili med nami. In vi, ki berete, pri slovenščini ste sigurno brali, pa čuli zgodbo Antigoni, ki ima tam pred seboj ležita dva mrtva brata, ki so v borbi padla. Eden je padel na strani onih, ki so napadli tebe, eden pa, ki je branil tebe. In kralj Kreon je rekel tega, ki je branil, z vsemi častmi, z muziko, z spomenikom pokopljamo, onega pa ne psi poželjajo, ki je držal z Špartanci, ki so prišli v tebe. Antigon pa gleda obe dolje ranjeni trupli, pa se ne vidi razlika, da je pri mrtvem človeku. Oba sta se rodila z iste mame, in kaj naj tega psi, in reče ti znameniti stavek, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu in pokoplje svojega brata in se s tem omogočil. Tako da to, na kateri strani si, kakšen politik si, kaj si to, ni bistveni človek. Koliko vprašanj imate? Kar veliko. Vi me malo pospešite, bom še to povedal, sem zdaj malo važil, je pa res, kar bom povedal, kar me je tudi naučilo, da se nekako splača, da moraš imeti nekak, da bi bil za ljudi vseeno tudi dober, čeprav jim tudi moraš povedati, kar jim gre. Sem bil razrednik v 7. razredu, učil sem angleščino na eno šoli, tam blizu Maribora, in me ravnatelj enkrat pokliče, pa mi reče, Tone, tvoja Lorberova Micika v razredu je noseča, daj pogovori se z njo, v osnovni šoli, najbrž se tudi v srednji šoli, kdaj zgodi, pa ni tak halo, v osnovni šoli pa je seveda mladoletna in vse, pa sem ga gledal lomiti. Je rekel, ja, se je poznam povedal in nisi pogledal. Pa sem rekel, tudi če je res, če je učenka v 7. razredu noseča, to ni več stvar razrednika, to je stvar cele šole, pa še kdo se mora skupaj videti. Ker sem pa imel ravno potem zadnjo uro, dokler je bil pouk do pol 2, angleščino v svojem razredu, nisem vedel, in ko je bilo konc ure, sem rekel, pojdite z ti Micka pa počakaj. Pa sem kar videl, da so se zadaj dve, to nisem nikoli govoril, vi se zdaj tretjič govorim javno, to stare, ki je obelo, da ne bi mislili, da s tem nekaj napihujem okoli. Sem rekel, Micka, počakaj, da so vsi šli. Sem videl, da so zadaj dve punci tako spogledali pomenljivo, se mi je zdelo, da te dve ne več vesta nekaj več. Pa sem rekel, Micka, zdaj mi je rekel ravnatelj, da se ni učila dobro, enkrat je vmes tudi padla, zaostala. Takrat ni bilo pa v šoli odlični, bil na celi šoli so bili 3, samo odlični. No, bila je pa močna, tudi futbal je igrala. Sem rekel, ravnatelj mi je rekel, da si noseča. Pa sem jih gledala, tlapa je postala malo rdeča. Pa sem rekel, glej, Micka, če je res, on pravi, da se tudi vidi, bom se pogledal. Bil je pa maj in sem pregledal njene ocene in bi naredila z nekim zadostnim uspehom 7. razred. Mi naredila. Sem rekel, če je res, pa če kaj kdo ve, ne pride več šolo. 7. razred ti bomo zaključili pozitivno. Pol pa napravi, kar je treba. Sam ti priporočam, kasneje pride enkrat delati izpit čez 8. razred, da boš imela osnovno šolo. Pa mi ni, sem rekel, niti mi ni pogledala, kaj sem tam gledala. Sem rekel, glej, jaz se ne bom obsojal nič. Evo, tu imaš svojo roko, skozi bom s tabo držal. Sem rekel, poslušaj, če je na sodišču morilec, pa če ima dober denar za advokata, ga več čas brani. Jaz sem pa tvoj razrednik, pa te bom branil. Drug se ti bodo drugi. Če imaš že doma, itak imaš najbrž cel cirkus, še policaji bodo te spraševali, kaj je bilo, ker si mladoletna. Ampak na mene se lahko zaneseš, pa me tudi ni pogledala.
Pa se rekel, ne vem, kak je zdaj pri vas doma, so bili tako, kar ena delavska družina, ne bi mogel reči, da je bilo neko toplo vzdušje, se mi zdelo. Pa se rekel, veš kaj, če imaš zdaj cirkus, lahko prideš k nama z Milko, smo imeli boljše stanovanje, si lahko med počitnicami pri nama, če bi ti dva. Samo potem pa ne moramo imeti več skrbi za tebe pa za tvojega otroka. To pa se moraš, ti bom pomagal, ampak se moraš znati življenja. In mi tudi nič ni rekla. In je odšla in se celo zgodba dobro končala. Tisti fant, jaz ne vem, kakve težave je imel s policijo, kaj sta se poročila kasneje. Pa sem jo včasih videl, tam šola je bila malo stran, na Slatkem vrhu je bilo med bloke delavskimi pa med tovarno, da je šla z vozičkom, pa sem še klical, Minska, čakaj, bi rad videl, pa se je kar vedno umaknila in skrila. In tako nisem z njo nikoli nič več spregovoril in tudi in zdaj sem čul, da je pred 10 leti umrla za nekim rakom na prsih ali kaj in vam povem, pred 3 meseci grem po Mariboru in me neka gospa, ker je mogoče vaših let, me nam ustavi na 50-letna gospa, pa mi reče, pa ste vi Tone Partljič? Rekel, ja. Rekla, veste, jaz sem ščerka od tiste Lorberove Micike z Sladkega vrha. Bi vam rada povedala, da kadarkoli se je naša družina zbrala cela, ali za Veliko noč, ali za kakve obletnice, je mama vedno govorila, da ste vi bili edini človek, ki je z njo držal. Sreko, meni ni nikoli dala znaka, po eni strani sem bil na nek način pretresen, pa sem to delal brez špekulacij, seveda, nikoli seveda bom še kdaj koga videl. Ampak na nek način se mi je potrdilo, da ne reč, ljudje so svinje, ne bom se z njimi dober, te nategnejo, ne delili. Ljudje potrebujemo neko nežnost pa toploto. Kako je tebi ime, Lara? Lara, ja. Če imaš kakšnega doktorja Živago, že veš, da je potrebna nežnost. Koliko krajem, kje pa preživljate svoj čas, pa lahko rečete dom? Prosim? Koliko krajem, kjer preživljate svoj čas, lahko rečete dom? Koliko krat lahko rečem dom? Kraje. Koliko krajem? Krajem. A koliko kjer kraje? lahko preživljate svoj čas? Ne, samo en kraj je moj dom. Jaz sem bil v Ljubljani, iz Maribora sem bil dramaturg, potem so me povabili v mestno gledališče, sem bil umetniški vodja, sem napredoval in potem sem bil tu 4 leta. Ne bi mogel reči, da sem bil fenomenalno odličen, sem pa bil v redu, nisem imel nobene krize, so bili kar zadovoljni z mano. Je pa začel k meni hoditi drug pisatelj, velik pisatelj Andrej Hink, ki je bil direktor Drame, imel že 76 let, pa je prihajal k meni pa je rekel, Tone, pridi v Dramo. Pridi v Dramo, porega fikskrat bi že račel v penzijo, pa moram si nekoga pripeljati. In sem čul, v Drami bi tebe imeli za direktorja, pridi, pa zdaj gledi, kaj se spi. Čeprav mi je bila čas, da je to velik režiser in pisatelj prihajal k meni. In ko je bil tako petič in mi dopovedoval, kak sem dober, pa slavn, pa mi je začel špeh rast, pa sem rekel, grem. In se spomnim, ko sem prišel prvi krat v Dramo, jaz sem bil umetniški vodja, jaz sem pa tudi direktorja, ki je skrbel bolj za finance, pa za disciplino, je imel tako, jaz sem stanoval v internatu, dijaškem, mogoče, ne, zraven Cukrarne, mi je dal ključe, pa mi je rekel, evo, tu imaš stanovanje, ključe od dvosobnega stanovanja. Moja žena, ki je profesorica geografije, pa je rekel na ledini, pa gre drugo leto na penzijo, sem že uredil, da je ženo vzeli. In kakor mi je dal tiste ključe, sem jaz prejel zdaj v Namarko nazaj. Da se ne morem pri 50 letih preseliti v Ljubljano. Grem po Mariboru, pa vem, da sem zdavno brezal v parku Lulov, pa je prišla mimo razredničarka, pa me je videla. Vem, kje sem izgubil nedolžnost, vem, kje sem prvikrat bruhal pijan. Mi vse živi, vse mi živi. V Ljubljani, ko lahko gledam izložbe, pa cene, pa kje so bili natlačena, pa kje je živel Oton Župančič. Sem tu ne morem biti doma. In sem bil potem še poslanec, ko veste, sem bil 20 let v Ljubljani, niti ene vrstice literarne nisem bil sposoben napisati.
Sem se vsedel, da bi pisal, pomeni, imam en dom, ta dom je pravzaprav v Pesnici. Zdaj, ko smo hišo prebrali, tam je ena deklica rekla, da je prebrala Pesnico. Sem rekel, koliko mi je bilo hudo, ko ni več v Pesnici sedel, nas je to zdaj hiša od nekoga drugega, sem pa doma v Mariboru ob Dravi in je to zdaj moj dom. In samo tam se lahko zvečer sedem, pa tipkam drugot, ne vem kako blokado imam, ne delam to, zato da bi bil pomemben, enostavno ne morem. Človek mora imeti vse nek občutek dom. Sem se pa dobro počutil, ker sem stanoval. Cankar ima tudi eno fino črtico moje izbe, pa popisuje, kje vse je stanoval in potem samo na eno se usede, ki je čutil kot dom. Se je to obražal? Ja, seveda. Pozitivno. Vrhunsko zabavno. Imam zdaj še vprašanje, če nam lahko poveste kakšno zgodbo o ljudeh, ki so vas v mladosti navduševali? Ja, bom najprej rekel, kako ste verjeli učiteljica slovenščine. Bila je Primorka, s Trsta, z očetom sta pribežala pod Mussolinijem, ker se ni smelo več slovensko govoriti. Ona je ravno končala učiteljišče, ampak so tudi slovenske šole prepovedali. Najprej so še lahko bile do leta 28, da so nekaj končali tistih devičjih razredih, potem pa je bila slovenščina prepovedana. In oče je pa rekel, ne bom spregovoril niti ene italijanske besede. In sta ona in oče pribežala v Maribor. Mama pa sestra pa so ostale v Trstu. In ta profesorica me je po vojni učila, moram reči, da sem bil vedno v vseh razredih, sem bil najboljši iz slovenščine, vse sem znal od nje. Vse sem znal od nje. Ko je bila natančna, zagredna, se spomnim, je nekemu fantu, to naša razredničarka, je nekemu fantu dala 1, popravni izpit, do 4. razreda nižje gimnazije, kar je bil kasneje 8. razred. Pa on rekel, pa kaj sem nikoli nučal te fardamane slovenščine, se grem za avtomehanika. Da vam povem, da je ženska pregledela, se prijela tako za mizo, rekla, to pa je zame najhujši stavek, ki sem ga slišala v življenju. Moj ata je zaradi slovenskega jezika šel iz Trsta, jaz pa za njim. Sva tam pustila pol družine. Zato, da sva lahko govorila slovensko. Ko je prišel Hitler, ni hotel govoriti nemško in ker ni obesil zastave za Hitlerjev rojstni dan na okno, so ga drugi zato in je šel vdahal in je tam umrl. In to zaradi jezika. Otroci, če se ne zavedate, da je jezik največ na svetu, ne mi reči, da ne boš rabo slovenščine. Vse je ne znaš. Vse je neznano s tem, če smo slovensko mleko od mame pili. Se ga moramo učiti, izpopolnjevati. In sem se za celo življenje zapomnil in sem se tudi probal tako obnašati, ko sem bil učitelj slovenščine. Ne vem, če uspešno. Torej, nje se spomnim pravzaprav najbolj. Prvi dolgo nisem videl, si misli, 40 let, sem šel po svoje. Pridem enkrat iz Maribora, iz Ljubljane domov v soboto in nedeljo dopoldan pozvoni na vratih, 10 let nazaj, grem in stoji zunaj en pater, oblečen kot nekem samostanom ali kaj. Jaz nisem glih pobožen, če grem v cerkev, zmerno zasmrdi po žveplu, če jaz pridem noter. No, in je rekel, a ste vi Parglič? Sem rekel, ja. Je rekel, v domu za ostarele leži v 3. domu Lučka Germek. Pravi, da vas je učila, ni bila poročena, da nima nikogar in da če je še Parglič v Mariboru, da bi bilo ljubo, da bi jo šel obiskat. In sem šel obiskat, je bila tako zelo, bila je slepa, ampak je takoj vedela, ko sem prišel notri, tako se nekaj pritoževala, naj direktorce nekaj rečem, da je ne očistila in tako dalje, ni važno. Je bila tako, da sva enaka. Potem sem prišel domov, potem sem v soboto nekam šel, na službeno pot,
In drugo soboto nisem šel k njej, pa me tako malo ves pekla. Sem šel k tretjo in ko sem šel proti bolnici, me neka gospa klicala Bartlič, ja, pa sem rekel, nisem poznal, rekla, gre se najbrž profesor Cigermekove, sem rekel, ja,